Ekipa črne serije v Sežani ni uspela prekiniti tokrat poraz 1-3. V primerjavi z zadnjo tekmo proti Celju je Mauro Camoranesi opravil 2 menjavi, obe v obrambi, in sicer sta tokrat tekmo v prvi postavi začela Špiro Peričič in Žan Kolmanič. V prvem polčasu kar nekaj časa brez nekega dogajanja pred obema goloma, potem pa 3-krat nevarni domačini. Najprej po akciji po desni strani Dukure in izvrstna obramba Juga. Sledila je akcija po levi strani in po ponesrečenem strelu je Rovas prišel do priložnosti. V 22. minuti pa še tretja priložnost za vodstvo domačih, iz desne strani je Kouao podal, Rovas pa z glavo nenatančen. No, v 29. minuti pa vodstvo za domačine, akcija po levi strani, potem pa je krasno zadel Krivičič za 1-0. Do konca polčasa se je ekipa Maribora prebudila, toda kaj več kot poskus matka z voleja ni uspelo. V začetku drugega polčasa bolj intenzivno napadanje in prva priložnost za Derviševića iz prostega strela. V 64. minuti je iz razdalje poizkusil Denis Klinar. No, potem pa namesto izenačenja povišanje vodstva, tokrat je Krecu izgubil žogo, hitra akcija, potem pa jo je zaključil Rovas s strelom in ob slabšem posredovanju Juga je žoga končala v mreži. Le minuto zatem idealna priložnost za znižanje rezultata, po akciji po desni strani je Mešanović podal, Peričič pa zgrešil nemogoče. Kar ni uspelo Peričiču, je 2 minuti kasneje Kronavetru. Peričič je bil tokrat v vlogi podajalca, Kronaveter pa sam. Toda znižanje rezultata ni trajalo dolgo, optimizem za morebitno izenačenje je splahnel le 4 minute kasneje. Domačini so izvedli prvi kot in z glavo briški za končnih 3-1. Do konca se rezultat ni spremenil, čeprav je imel znova Kronaveter priložnost za hitro znižanje, toda po lepi dvojni podaji Tavaresa in Klinarja je Kronaveter stresel prečko. Ostalo je pri porazu še tretjem zaporednem v Sežani, tako se je končala tudi serija neporaženosti v tej sezoni v domačem prvenstvu. Ja, no, mislim, moram reči, čeprav kljub vsem modelom, kot je rekel trener, smo nekako padli v njihov trans prvih 15-20 minut in oni so to izkoristili, so nam dali gol in potem pa tekmo na tem težkem igrišču s agresivnim nasprotnikom, ki mu zgleda odgovarjamo, ni šlo drugače. Lanski smo izgubili prvenstvo na malih tekmah, kot je Tabor, Kranj in tako dalje, in če letos ne bomo to popravili, se nam ne obeta nič dobrega. Sì, era una partita che sapevamo già sarebbe stata difficile, un campo che è scomodo per tutte le squadre. Abbiamo detto anche prima della partita, se giochiamo con intensità possiamo metterli in difficoltà. Loro sono stati bravi, sono stati una squadra compatta, sono ripartiti bene in contropiede. Penso che alla fine il vantaggio all'inizio abbia fatto un po' la differenza. Naslednja tekma pa prihodnjo nedeljo, ko bo v Ljudskem vrtu večni derbi. Najboljši na planetu, gremo Maribor.